Moje ime je Nada Zdravič, jaz sem delala v oddelku za protokol v času olimpijskih iger, zimskih olimpijskih iger 1984 v Sarajevu. In takrat je moj urad in apartma, v katerem sem morala živeti, je bil v hotelu Holiday Inn v Sarajevu, seveda, ker je živela in spala olimpijska družina. To pomeni predsedniki vlad, člani olimpijskih nacionalnih komitejev, krone evropske so bile in jaz sem tam imela moj urad in tam živela igre v Sarajevu. Zanimivo je, ostalo mi je v spominu en dogodek, ki se nadaljuje tudi danes na svoj način. Eno noč okrog skoraj 10 zvečer je bilo, seveda hotel je bil zaklenjen, so me pač čuvaji prišli poiskat. Bila sem v uradu, ker se je ob 9:30 zvečer v času olimpijskih iger še delalo. In so prišli in so me vprašali, če lahko pomagam, ker je prišla ena delegacija tujcev, sneg je bil v Sarajevu. In so prišli in so me vprašali, če lahko pomagam zaradi francoščine, ker pač tale skupina je prišla na vrata hotela in je hotela pač dobiti ali pa izvedeti način, kako spremljati igre v Sarajevu. In sem šla poiskati eno skupinico od 6-7 ljudi, ki so govorili francosko, ki so Francozi, ki so popolnoma nepripravljeni prišli v Sarajevo, kot da bi zdaj šli malo bolj kot na sprehod, ne? Pa Francija ni tako blizu, ne? In sem ugotovila, da je to skupina ljudi, ki so prišli iz občine Albertville, to danes nekaj pomeni, ne, v olimpijskem svetu, in so prišli, so hoteli pač spremljati igre in so pač pričakovali, da jim pomagamo, da bi dobili akreditacije, da bi šli na smučišča, predvsem. Ne vem, če jih je mesto toliko zanimalo, ne, ampak smučišča so jih zanimala in tudi ni se moglo priti brez akreditacije, ne. To je bilo neprijetno, ker v 9:30 zvečer se ne dobi nihče, ker je to pač nismo imeli nobenih informacij, ker so oni prišli kot turisti, to je najbolj pomembno v tej zgodbi. V glavnem poskusila sem pomagati, poklicala sem moje prijatelje, ki so bili pristojni za akreditacije in smo pač uspeli dobiti akreditacije za te ljudi. Zanimivo je danes, ker je danes konec oktobra leta 2024, da je takrat v tej skupini ljudi bil aktualni predsednik francoske vlade Michel Barnier, ki je takrat imel 23 let. Že takrat je bil politik. In skupaj s njim so bili uslužbenci občine Chambéry, ki je bila del te delegacije, in je v skupini bil en zelo fejst fant, mlad fant, ime mu je bilo Jean-Loup. In smo se poskusili malo pogovarjati, ko so dobili akreditacije, pač en čas so ostali v Sarajevu. Jean-Loup mi je takrat povedal, da je njegova gospa noseča in da pričakuje fanta. Ker sem jaz imela srečo po koncu olimpijskih iger v Sarajevu delati v Mednarodni olimpijski komitej v Lozano. Teli znanci, ki so takrat prišli kot turisti, so pač prihajali po informacije v Lozano. Imeli so srečo, da so jim izkušnje, ki so jih doživeli v Sarajevu, zelo pomagale, ker so pač se organizirali za kandidaturo olimpijskih iger v Albertvillu in so jih dobili. Jean-Loup je z ostalimi prihajal v Lozano in smo se srečali, takrat je pač njegova gospa že dobila sina, torej oba sta dobila sina in so se že takrat v Sarajevu po lepih izkušenj, ki so jih prinesli v Francijo, se odločili, da bo sin dobil ime Vučko po sarajevski maskoti, ne? Ampak je bil problem. Vučko ni bil na seznamu dovoljenih ali pa sprejemljivih imen
v Franciji na uradnem seznamu, tako da je mali Vučko do konca leta 1984 pač ostal brez imena. Ampak zdajle mi, Sarajevo, ima tudi takšen lep spomin iz svojega prijatelja. In ta Vučko še nosi to ime? Seveda, Vučko se še vedno imenuje Vučko, malo drugače se piše, ne, seveda, ker tale naš Č od Vučko ne obstaja v francoskimi črkami, ampak se še vedno seveda imenuje Vučko in mu je ime Vučko. Vprašanje vezano na to, kako pa on danes sprejema tole svoje ime, ste mogoče dobili nekako informacijo, je zadovoljen s tem, je vesel, ker ga povezuje? Izjemen je, jaz sem prepričana, da je izjemen in zaradi tega v pozitivnem smislu je izjemen in mislim, da je pri tem ga to veseli, ker sem prepričana, da ima tudi na ta način zelo lepe spomine, ki so tudi pomagali ljudem, ki so takrat prišli zvečer, ko je bilo zelo mrzlo in ki so prišli bez akreditacij, ker je pač bilo skoraj nemogoče se sprehajati po mestu ali pa po smučiščih ali pa po gorah, so pač prinesli dobre spomine, dobro vajbo, ne, in mi smo tega veseli in sem prepričana, da je tudi Vučko vesel, saj on danes ni majhen.